Že pred več kot 30 leti se je na večini področji na naši fakulteti začelo uporabljati takratne tehnologije, kot so bile nevronske mreže in strojno učenje. Na področju merilne tehnike smo posebej ponosni, da smo med prvimi objavili odlične članke z področja adaptivnih algoritmov pri merilnih inštrumentih in merilnih kalibratorjih. Strojno učenje v robotiki danes predstavlja samostojno odločanje. Pri zaznavanju s pomočjo senzorjev, pri logičnih odločitvah in pri učenju robotov. Naprimer pri generiranju in adaptaciji trajektorij ter pri vodenju robotov, ker so druge metode preveč kompleksne. Z algoritmi gradimo modele procesov, razpoznavamo vzorce v merjenih signalih, napovedujemo ključne spremenljivke, ki nas zanimajo, in zagotavljamo samodejno prilagajanje delovanja sistema spremembam v okolju, v katerem sistem deluje. Metode umetne inteligence so gonilo razvoja analize medicinskih slik že praktično od leta 2015. Tovrstne metode morajo biti izredno zanesljive, recimo kvantifikacija možganskih lezij za multiplo sklerozo, detekcija anevrizem, načrtovanje radioterapije. Namesto, da bi mi iterativno izboljševali posamezne korake, to naredi za nas računalniški program, ki ga vodijo algoritmi s področja umetne inteligence in zmanjša to število interacij. Seveda bomo uporabljali te računalniške programe, ampak naš del, kjer komuniciramo z računalniškimi programi, se pa seveda tukaj bistveno zmanjša. Strojno učenje sicer že dlje časa uporabljamo, na primer v procesih načrtovanja distribucijskega omrežja. Sodelujemo tudi pri projektih ARIS-a, na primer pri projektu Drift, kjer razvijamo algoritme za vodenje nizkonapetostnega omrežja. Ti algoritmi so osnovani na umetni inteligenci, na globokem spodbojevanem učenju. Seveda programska oprema se je razvila, strojna oprema je zelo razvita. To pa seveda nam omogoča širjenje teh naših idej uporabe umetne inteligence tudi na področju električnih strojev. Ne iščemo iz dane geometrije, kakšna je zmogljivost stroja, ne, smo to obrnili in se rekli, želim imeti tak in tak stroj s tako in tako zmogljivostjo, dobim odgovor, takšna je ta geometrija stroja. Orodja umetne inteligence so na področju multimedije že vrsto let v komercialni uporabi, kjer se uporabljajo za ustvarjanje filmov, videoposnetkov. Drugo področje je pa sama obdelava multimedijskih vsebin. Dodajanje objektov iz scen, njihovo odstranjevanje šuma, skratka za izboljševanje kvalitete audio in video vsebin. Velik del naših raziskav na področju umetne inteligence je usmerjenih v kibernetsko varnost. Že 14 let imamo vzpostavljen sistem CyberLab, ki je namenjen opazovanju kibernetskih napadov. Pri tem pa kombiniramo umetno inteligenco in pa človeško inteligenco. Umetna inteligenca namreč ni še dovolj dobra pri napovedovanju bodočih dogodkov, zaradi tega je v bistvu kombinacija človeške in umetne inteligence prava stvar.